Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lep pozdrav vsem, vse lepo pozdravljam ob drugi obletnici naše vlade. Vlade, ki jo sestavlja koalicija Gibanja Svobode, SD-ja in pa Levice. Treh strank, ki so si po svetovno-nazorskih pogledih zelo podobne. Včasih imamo različne poglede, kakšen cilj, ki je skupen uresničiti, ampak na koncu vedno najdemo skupen jezik. Zato je delo v vladi predano in trdo, dostikrat se smejemo, včasih se tudi kaj skrehamo med seboj, ampak tisto, kar šteje, je, da so vsi dosežki skupni. Delamo kot ekipa in na naše rezultate smo skupaj ponosni. Ne glede na to, kateremu od ministrstev je naloga bila zaupana in kdo je rezultat realiziral. Na koncu je to rezultat vlade. V filmu prej ste mogoče videli, da razmere, v katerih se ta vlada dejansko upravlja z Republiko Slovenijo, niso bile naklonjene vladi sami. Srečali smo se s krizo takoj po ukrajinski vojni, po energetski krizi, inflaciji, na koncu celo s katastrofalnimi poplavami, ampak danes ne bom govoril nič o tem. Govoril bom o tem, da smo ne glede na razmere opravljali svojo nalogo in dolžnost vsem srcem. In da rezultati, kot jih lahko vidite za menoj, v resnici temu tudi pritrjujejo. Gospodarska rast v Sloveniji je med najvišjimi v Evropski uniji. Inflacija se je spustila iz 10% na 3% in je obvladljiva. In brezposelnost je rekordno nizka. Še nikoli do sedaj Slovenija ni imela toliko delovno aktivnih, kot jih ima prav v obdobju te vlade. In najlepše, noben od teh trendov se ne zaustavlja. Vsi ti trendi nadaljujejo tudi v prvem četrtletju letos in v aprilu in v maju s pozitivnim razvojem. Dostikrat imamo vtis, da mogoče vse to, vsi ti uspehi, grejo na račun gospodarstva. Mi se pa zavedamo od prvega dne, da ne more biti blaginje, niti ne socialne države, če ne gre gospodarstvo dobro. In graf za menoj jasno pove, kakšni so dobički gospodarstva. Kljub vsem tem dosežkom, tudi na sociali, ki bom kasneje prikazal, so dobički konstantno v porastu. In v lanskem letu so bili rekordni, še nikoli v zgodovini Slovenije do zdaj tako visoki, tudi v gospodarstvu. To nakazuje, da ukrepi, ki jih sprejemamo, v resnici pomagajo gospodarstvu, da se v Sloveniji razvija in da v Sloveniji tudi preko plačevanja davkov omogoča socialno državo. In pri temu zagotovo nismo pozabili na socialno državo, ravno obratno. V času te vlade so se rekordno dvignile tako zagotovljena pokojnina, kot tudi minimalna plača. Ker vemo, da moramo omogočiti dostojanstveno življenje vsakomur in ne samo nekaterim izbrancem. Zato smo na ta socialno komponento naših dosežkov še posebej ponosni. In, ponavljam, ni šla na račun uspešnosti gospodarstva. Tako da, kombinacija obojega iskanja ravnotežja med socialno državo in razvojno prebojnostjo gospodarstva je načelo, ki se ga bomo držali tudi v nadaljevanju tega mandata in v naslednjem mandatu. Zakaj poudarjam naslednji mandat? Zato, ker vrsta ukrepov, ki jih izvajamo, v resnici bo dajala rezultate šele v naslednjem mandatu. Mi smo šli namenoma in načrtno v izrazito povečevanje sredstev za raziskave, razvoj in inovacije. Ker je to edini ključ do tega, da bomo gradili naš razvoj na družbi znanja. Zato smo iz 300 milijonov v letu 2022 dvignili ta sredstva na več kot 500 milijonov v prihodnem letu. In s tem trendom bomo nadaljevali. Samo investicije v znanje nas lahko pripeljejo v višjo dodano vrednost in tudi višji standard za vse. In kot zanimivost, vsem tem seveda nismo pozabili na razvoj osnovne infrastrukture in ta vlada je kohezijska sredstva iz preteklega obdobja uspešno počrpala, v resnici več kot 100%, ker je še dodala nekaj svojih sredstev zraven, ampak vsa sredstva so bila v celoti počrpana. Tudi s tem smo se uvrstili med najuspešnejše evropske države pri učinkovitosti črpanja evropskih sredstev. Superlativi, ki jih marsikdo prezre, zato ker je opozicija tista, ki številkami manipulira. Številke za mojim hrbtom niso nastale ne na vladi, niti niso nastale v kateri od političnih strank. Gre za številke, ki so potrjene na mednarodnih nivojih in verificirane strani mednarodnih inštitucij in ki so tudi edine resnične. Ampak ta vlada ni zmagala volitev pred 2 leti
ker bi obljubljala gospodarski razcvet, čeprav smo ga v resnici omogočili. Ta vlada je zmagala na volitvah pred 2 leti, ker je obljubljala, da bo prekinila s praksami, ki smo jim bili priča. Ker je obljubila normalizacijo odnosov. In to je nekaj, kar hitro pozabimo, hitro se na to navadimo, da se normalizacija pa sama po sebi dejansko pomeni, da je to nekaj normalnega, pa žal. Glavni pretendenti, glavna opozicija, tudi danes še vedno vztraja na istih načelih, na načelih, ki jih mi zavračamo. Vztraja na tem, da ni vladavine prava v Sloveniji, vztraja na tem, da medijske svobode ni, vztraja na tem, da je treba kompletno spremeniti krajino, ki se ji reče demokratični ustroj države. Jaz sem se o tem lahko včeraj prepričal v neposrednem pogovoru na eni od televizij, ne bom imenoval, ker ne bom delal reklame, vsi veste, za kaj gre. Dajte si ogledati posnetek in boste videli razliko v temeljnih vrednotah. Tega, kaj nas čaka, če pride na oblast druga opcija. Mislim, da je res vredno ogleda. Ne glede na to, ali se vam všeč ali ne. Jaz osebno. Vrednote so tiste, ki štejejo, ne osebni vtis. In ponosen sem, da danes lahko, ne samo v Sloveniji, govorimo o tem, da živimo v demokratični družbi, kjer lahko vsak protestira in proti nikomor ne uporabljamo ne policije, še manj vodnega topa ali solzivca. Ponosen sem, da danes velja vladavina prava za vse, tako za navadnega državljana, kot za politike. Ni važno, s katere stranke ali s katere strani oblasti prihaja. Vladavina prava velja za vse enako. In ponosen sem, da velja svoboda medijev. Danes so vsi mediji svobodni. Vsak lahko poljubno piše in kritizira svojo in razmišlja svojo glavo. In tako bo tudi ostalo. In prav je tako. Ker to so tiste vrednote, zaradi katerih smo šli na volitve, zaradi katerih smo se povezali v koalicijo in naša temeljna obljuba vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije. Ampak, kot rečeno, imeli smo dosti preizkušenj zunanjih okoliščin, na katere nismo mogli vplivati, in imeli smo državo, ki jo je bilo treba spraviti v normalne okvire. Pa smo kljub temu sprejeli nase še večjo zavezo, da bomo družbo reformirali v njenih temeljih. Imeli smo in še danes imamo pogum, da te reforme nismo zaustavili. Ravno obratno. Te reforme izvajamo. O njih manj govorimo, ampak jih pa izvajamo. In točno to, da nismo zaustavili ne priprav na pokojninsko reformo, ne na plačno reformo, ne na davčno ali zdravstveno, je tisto, kar nas žene naprej. In to je točno tisto, zakaj sem jaz prepričan, da bomo naslednji mandat lahko dobili. Ker se bodo vmes pokazali rezultati, da smo pogum ohranili in da smo s trdim delom dejansko Slovenijo preobrazili. Na današnji seji vlade smo sprejeli, pa če hočete izpolnili, na današnji seji vlade smo izpolnili 3 zelo pomembne zaveze. 2 sta koalicijski, 1 je pa civilizacijska. Danes smo obravnavali prvi paket davčnih sprememb, ki je usmerjen izključno v dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva. Danes smo obravnavali spremembe na področju zdravstvene dejavnosti. V tem področju smo danes dobesedno potrdili izhodišča, ki bodo pomenila revolucijo v našem javnem zdravstvenem sistemu. Po dolgih desetletjih smo se odločili, da bomo jasno in enkrat za vselej razmejili delovanje zasebnega in javnega. Zasebnega in državnega. To ne pomeni, da smo proti zasebnemu ali proti državnemu. Ravno obratno. Podpiramo oba stebra zdravstvenega sistema. Ne bomo pa dovolili popolnoma nespodobnega mešanja in prepletanja, kot smo bili priča v preteklih 20 letih. Prepričani smo, da s tem, ko bomo to prepletanje prekinili, bomo zaustavili tudi razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. Vzporedno s tem smo sprejeli tudi izhodišče za to, da na kakšen način delavce, ki delajo v javnih zdravstvenih ustanovah, dodatno motivirati, dodatno nagraditi za njihovo delo preko rednega delovnega časa. Na ta način želimo doseči, da bodo tisti, ki imajo željo po dodatnem delu z namenom skrajševanja čakalnih vrst, bodo za to motivirani in lahko tudi nagrajeni. In kot vzporedno s tem, sprejeli smo tudi izhodišča, da bomo prepovedali trgovanje s koncesijami. Koncesije bodo postale posamične, individualne, na nosilca zdravstvene dejavnosti in samo nosilec zdravstvene dejavnosti bo lahko ta koncesijo tudi upravljal. Preprodajanje koncesije pripeljalo v situacijo, da se danes te kopičijo v privatnih rokah in nimajo nobene zveze več za zdravstvene dejavnosti, ampak samo še s čistim poslovnimi odnosi.
Jaz sem prepričan, da bodo te spremembe v zdravstvu, vključno s temi, ki so že bile izpeljane, kot je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in vključno s temi, ki prihajajo, kot so digitalizacija, kakovost in spremembe na področju zdravstvene blagajne, da bo vse skupaj, čeprav jih ne izvajamo istočasno, ampak zaporedno, pripeljala do korenitih sprememb v našem javnem zdravstvenem sistemu. In da bomo lahko tudi na podlagi tega še naprej ponosni na javni zdravstveni sistem v Republiki Sloveniji, tudi takrat, ko ga predstavljamo v tujini. In čisto za konec, tema, ki je še zelo daleč od nepomembne, zato sem jo prišparal za na konc. Danes se je vlada odločila in je sprejela sklep, da prizna republiko, jaz sem opravičil, bom šel še enkrat, ker žal še ni republika. Danes je vlada sprejela odločitev, da prizna državo Palestino kot neodvisno in suvereno državo v mejah, ki jih določa resolucija Združenih narodov, govorimo o mejah 1967 oziroma v mejah, ki bi jih vpletene strani dogovorile v bodočem mirovnem sporazumu. Ta odločitev ima eno sporočilo. Sporočilo obem stranem, da želimo čim prejšnje in takojšnje prekinitev spopadov in da želimo čim prejšnje takojšnjo in brezpogojno izpustitev talcev. To sporočilo priznanja ni usmerjeno proti nikomur, niti proti državi Izrael. To je sporočilo miru. Verjamemo, da je danes nastopil trenutek, ko moramo vsi, cel svet, delovati samo v eni smeri. V smeri, ki prinaša trajni mir na Bližnjem vzhodu. In to je v smeri dveh držav. Pričakujem, da bodo v naslednjih mesecih ne samo zahodne države priznale pravico palestinskemu narodu do samoodločbe in palestinsko državo, ampak da bodo tudi arabske države priznale pravico Izraelu do obstoja, ker je edina pot do miru pot dveh držav. To pomeni priznanje obeh. Na eni strani Palestine, na drugi strani Izraela. Jaz si želim, da je današnje dejanje slovenske vlade zgled vsem pri tem, da na to pot, ki bo še dolga in naporna, vstopimo polni poguma in vstopimo polni predanosti človečnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je minister Matjaž Han, izvolite. Hvala lepa za besedo. Se opravičujem, ker bom pred Asto, ampak tako je pač koalicijska vrsta. Najprej dovolite mi, da po 2 letih, odkar ministrujem, se zahvalim vsem zaposlenim, karkoli delajo dobrega, ker brez dobrih zaposlenih tudi te rezultate, ki jih je predsednik ta moment povedal, ne bi mogli narediti. Tako da resnična hvala za vso dobro postorjeno delo in veliko dela dobrega je bilo postorjenega, kar je povedal že predsednik. Mogoče se bom pri kakšnem podatku ponavljal, ampak mislim, da je prav tudi zaradi javnosti, da vendarle se na nek način ustvari neko mnenje, da ta vlada je naredila veliko dobrih stvari v zelo zahtevnih časih. Zdaj veste, Socialni demokrati smo, če se športno izrazim, zamenjali kapetana v polčasu, ampak ta kapetan seveda bo deloval tako, kot je prejšnja kapetanca, v dobrobit države in predvsem v sodelovanju z obedvema koalicijskima partnerja, zato da državljankam in državljanom Republike Slovenije na nek način pomagamo na tej poti. Res je, da kjerkoli od nas zabije gol, more drugih 10 igralcev, če se po nogometno izrazimo, delati. Na koncu moramo biti zmagovalci vsi. In tudi moje mišljenje in moj pogled na to koalicijo, na razmišljanje gre v to smer. Zmagamo lahko kot ekipa, ki, bom rekel, zabija gole. Tako da, seveda, cela vlada jasno izpolnjujemo na nek način naše obljube, ki smo jih dali pred 2 leti in pa tudi večina od naših strank pred volitvami. Govorimo, kar se tiče stanovanjske politike, delamo prve korake in bodo seveda do konca mandata vidni. Naredili smo, kar se tiče dobre odnose z jedrnimi državami Evrope. Slovenija je prepoznavna v Evropi kot država, ki je suverena, ki ima, bom rekel, svoje ideje, svoje poglede in nismo nobenem nič dolžni in zato lahko sprejmemo tudi to, kar je rekel danes predsednik, takšne ukrepe s ponosom in z vso samozavestjo. Znamo na nek način, smo naredili kar nekaj ukrepov, ki so rezultati, ki jih je predsednik vlade povedal, kar se tiče gospodarske rasti.
Seveda, pod črto, ko ocenjujem, kar smo naredili v 2 letih, smo lahko zadovoljni. Slišimo pa vse kritike, vse, bomo rekel, na nek način težave, ki jih imajo ljudje in na koncu cela družba, in imamo še veliko prostora za izboljšave. In te izboljšave bomo lahko v naslednjih 2 letih tudi naredili. Čaka nas pa v naslednjih 2 letih, za moje pojme, to je naša skupna ocena, ali pa seveda, da naredimo nekaj več na stanovanjski problematiki. Vesel sem, da verjamem, da bomo prišli nazaj na socialni dialog, ki je ključen, da sprejmemo pomembne odločitve za državljanke in državljane. Tudi to je terjal napor in tle moram reči, da je Luka Mesec naredil veliko delo, kar se tiče socialnega dialoga. Pogovoriti se bomo mogli tudi o davčni reformi, kakšno državo želimo na nek način imeti. Pomembno bo seveda krepiti mrežo javnega zdravstva še naprej, današnja izhodišča grejo v to smer, kar si seveda vse 3 stranke na nek način želimo. Močno javno zdravstvo, ki je pomembno za to, da lahko družba normalno funkcionira. Seveda brez pravičnega zelenega prehoda ne bo šlo, ampak to nam bo omogočalo tudi kar veliko sredstev iz, bom rekel, Evrope in jaz verjamem, da lahko tle uspemo. S tem bomo na nek način lahko se borili tudi proti draginji in pa seveda pomembno je krepitev vlaganj v raziskave in razvoj. Zdaj, kjerkoli od teh ukrepov ali pa segmentov, ki sem jih naštel, bi lahko postavil na prvo mesto, ni pomembno, vsi so pomembni, da jih sprejmemo v naslednjih 2 letih. Zato jaz osebno in tudi, bom rekel, stranka, v kateri sem jaz, stojimo in cela vlada stoji na strani ljudi in delamo vse ukrepe zaradi ljudi. In to mislim, da dokaj uspešno. Zdaj, marsikatero rešitev, ki smo jo naredili zato, ker smo jo izvedli z tesnim sodelovanjem med ljudmi. Cela vlada je na nek način dnevno med ljudmi na terenu in jih seveda slišimo in tudi s tem imamo ta socialni dialog konstantno odprt. Mi ga moramo v bistvu socialni dialog samo še na nek način formulirati za mizo in verjamem, da nam bo to na nek način uspelo. Upam, da mi je nov predsednik zameril, ampak jaz sem bil v zadnjih 2 letih na 350 dogodkih po državi. Res je, kot predsednik stranke, kot resorni minister. Zmeraj sem imel podporo predsednika vlade in te obiski so nam na nek način omogočili, da na nek način slišimo to, kar so na nek način problemi. Predvsem pa ne, da jih samo slišimo, da jih tudi razumemo. Ker če ne razumeš problema, ga težko tudi potem na nek način rešiš. Jaz se zavedam, da dobro delujoče gospodarstvo na nek način je osnova za dobrobit zaposlenih, njihovih družin, za dobro socialno državo, za dobro javne sisteme, na šolstvo, na zdravstvo, na sociali in tako naprej. In zato sem vesel, ko vidim vse te rezultate in te grafe, ki grejo, bom rekel, samo navzgor. In eno stvar vam moram povedati, če kdo misli, da so te grafi nastali same od sebe, se žal moti. In bom kar nekaj številk povedal, zakaj temu ni tako. Ta vlada je, ko smo prišli na vladanje, smo dobili takoj energetsko krizo, poplave, ukrajinska vojna in začeli so se problemi. Ampak mi smo v energetski krizi, takrat smo seveda z gospodom ministrom Kumrom bila dnevno z gospodarstvom, namenili več kot 700 milijonov evrov za na nek način ta del, se pravi za energetski del. Nepovratnih sredstev smo namenili več kot 300 milijonov evrov. Potem pa smo seveda različna ministrstva, samo naše ministrstvo prek SID-a pa prek SPS-a imeli še kar veliko teh nepovratnih sredstev. In vsa ta sredstva, ki smo jih na nek način na hitro razdelili, če temu lahko tako rečem, rezultirajo današnje rezultate. Tudi na področju reševanja, kar se tiče poplav, to moram reči, mi smo že včeraj dali prve odločbe ven za 32 podjetij v vrednosti
25 milijonov evrov, ker smo pa prej že avans izplačali 12 milijonov evrov, smo izplačali 36 milijonov. To nam je omogočilo sodelovanje med vsemi resorji in smo lahko že začeli izplačevati. In to upam, da bodo tudi ljudje in gospodarstvo znali ceniti. Zdaj, podprli smo, zato govorim za teh številk, 1269 razvojnih projektov podjetij v teh 2 letih. V skupni vrednosti 600 milijonov evrov. Tako da ta vlada razume, kaj je potrebno narediti in jaz moram reči, da sem zadovoljen in še eno stvar bi vendarle rad rekel, da usklajevanje tudi s predsednikom vlade na nek način gre relativno zelo hiter in tukaj se ne ustavljamo in zadeve rešujemo, kar se da.